Spoštovane gospe in gospodje, dragi vsi, zares mi je veliko čast, da lahko spregovoriva nekaj besed z profesorjem Bajrovićem in ne samo o njegovi razstavi, ampak morda bi na začetku izpostavil njegovo pomembno vlogo kot likovnega pedagoga. Kot pozitivna osebnost, kot izreden likovni umetnik je znal priobčiti svoje znanje množici učencev, dijakov, vseh oseb, ki so šle skozi njegove čudovite umetniške roke, ki jih je vzgajal v likovni umetnosti, vendar ne tako, da bi vzgajal svoje klone, marveč jim je dopuščal ustvarjalno svobodo. In to mislim, da je največ, kar lahko en profesor likovne umetnosti da svojim učencem in dijakom in nasplošno vsem, ki jih poučuje. Današnja razstava, kot smo že večkrat slišali, je v znamenju vode. Profesor Bajrović, kot veste, je bil rojen v gorah, ki so prepletene z številnimi rekami. In ko je prišel v Slovenijo, je takoj začutil to sorodnost, pa ne samo geografsko. Zanimivo je, da je odkril tudi kar nekaj rastlin, ki se pojavljajo samo v Črni gori in samo v Sloveniji, kot da tistih mestnih teritorijev ni. Skratka, gre za neko resnično globjo povezavo med Slovenijo in Črno goro. In profesor Bajrović je znal to na nek način tudi izraziti v likovni umetnosti. Že kakšnih 20 let se ukvarja z motiviko vode, ki pa ima dosti širšo tematsko vsebino in tudi simboliko. V njegovih vodah ni enega statičnega likovnega objekta. Vse teče, vse brizga, vse kipi. To je voda, ki je nekako ekspresivno doživljena, ampak hkrati pa tudi kot sad impresij, ki jih doživlja profesor Bajrović ob soočenju z vodo. No in zdaj vprašanje. Profesor Bajrović, vaše vode so dejansko izraz vaše duše, pa tudi izraz nekega globjega doživljanja narave. Kako ste se usmerili v teh zadnjih 20 letih izključno ali skoraj izključno na ta motiv in to tematiko? Najlepša hvala. Tako lepo slišati od gospoda Marija te besede, ostanem brez teksta in vas lepo pozdravljam. Vaša kritika je zame ena taka močna, tako ste se ti dotiki so in narave, zdaj tudi na področju in rož in vsega skupaj. Lepo vprašanje, ampak to vprašanje je pa tako močno, da začnemo od rojstva, od otroštva. Rojen sem v Gusinju, ob reki Bistričici, ki še zdaj slišim ta zvok te vode, ki je. To se pravi, na našem Gusinju je 7 rek. To je zelo tako izjemno. In me je ta pot, točno je zdaj 50 let, da sem v Ljubljani, v Sloveniji, in me je ta pot pripeljala v eno čudovito deželo, kateri sem neskončno hvaležen za vse, kar sem dobil tukaj. V bistvu sem spoznal to naravo. In ta narava voda, tako kot ste rekel, pred 20 leti se je rodila v Trenti, v Soče, tista, ki
ki je v bistvu dala to mojo idejo, da grem v to vodo. Ta voda ni več tisto prepoznavna, ampak tako, kot ste rekel, to je v bistvu nekaj, kar čuti. Ta voda, vse vode, zdaj ravno kar smo tukaj, te vode tečejo, povezujejo, to so mostovi vseh naših lepih dežel in v bistvu ta voda Soče je naredila je to idejo, rodila in 2006. leta v zahvalo tej ideji, jaz sem v Trenitarskem muzeju na sliko 10 metrov krat 2 metra, katera je zdaj na katalogu in to je zahvala reki Soči. Reka Soča je podobno kot naša reka v Črni Gori Tara in te reke so toliko močne, toliko so lepe, da v bistvu mislim do konca življenja, da bom obstal ob tej temi voda in če bi še enkrat imel življenje, bi pa na to temo voda narave, da bi ustvarjal. Hvala lepa. Vaša 10-metrska slika Soča. To je resnično treba videti. Mislim, da noben umetnik ni dal takšnega omaža kakšni reki, govorim seveda o likovnem umetniku, kot ste to vi storili. Gre resnično za, to ni poliptih, to je kontinuirano likovno dogajanje od roba do roba, tako neverjetno nabito z likovnimi objekti, barvno, kontrastno, simbolično, skratka resnična mojstrovina, ki ji mislim, da ni para. Tako da poleg vsega, kar ste ustvarili in poleg vašega likovno-pedagoškega dela, je tudi vaše življenje izjemno. In to, kar me je pa še dodatno nekako presunilo, dobesedno, ko sem bil na obisku v vašem ateljeju, vaše kamenite skulpture, ki so dejansko, kot da bi jih ne človek klesal, ampak kot da bi jih voda izklesala. In še nekaj. V teh vaših skulpturah, 3 imamo tudi na razstavi, človeku postane jasno, da je voda sakralni element. In tudi zaradi tega, ker tako doživljate vodo, vam iskreno čestitam in želim še veliko ustvarjalnega uspeha, vam pa obilo užitka, ko boste stopili v galerijo in si ogledali sami vse te čudovite slike, upodobitve vode, pa ne pogledati in iti naprej, ampak se ustavite in se poglobite in uživajte. Hvala lepa za vašo pozornost in hvala lepa profesorju Bajroviću. Hvala. Jaz se zahvaljujem dragemu likovnemu kritiku, prijatelju Marju, najlepša hvala za te vse besede. Če dovolite, jaz bi povedal o teh 3 skulpturah, jaz nisem kipar, jaz sem v slikarni, ampak imel sem to srečo na Dolenjsko, ker je Dolenjska tudi moja, da sem član ene družine, družine, to se pravi skulpte in do zdaj imam enih 6-7 skulptur. Normalno, jaz sem iskal v kamnu vodo. Zakaj pa skulpture? Zaradi tega, ker prihajam iz Črne Gore, ker je kamen itak tako, moje življenje na Cetinju je bilo otroštvo in tam je kamna okrog in v kamnu vidiš ogromno stvari. Ampak rad bi pa samo, da bi rad povedal za vse 3. Ena je v bistvu skulptura, ki ima eno manjšo lužico. Ta lužica predstavlja v bistvu en zrcalo neba. Škoda je, da zdaj nimamo toliko časa. Kot otrok smo imeli ena solila za ovce, krave v
gozdu, v plašarije, in ko je dež padel tiste lužice, to so bili taki čudoviti odsevi, nebeški odsevi. Druga skulptura je posvečena vodi in posvečena Janezu Trdini in vodi in njegovimi pripovedi, ampak tretja skulptura se pa nahaja, ker osebno imam srečo, da sem v tej mestni hiši. Gre za eno čudovito delo, to je ob 200-letnici rojstva Julije Primičeve, smo imeli v Novem mestu razstavo na to temo, ne, in moja skulptura govori v bistvu samo en vers od Prešerna. To je tretja skulptura. Se zahvaljujem. Zdaj pa samo, če se lahko še zahvalim, spoštovani župan Matjaž Rakovec, vi ste, jaz lahko rečem, da sem 22. leta dobil, v naše društvo rojakov je dobilo največjo slovensko nagrado, to je Prešernova plaketa, in takrat sem jaz izrazil željo, da bi rad imel razstavo v Kranju. In jaz se vam zahvaljujem se našemu konzulu, gospodu, počasnem konzulu, gospodu Vojislavu Kovaču. Zahvaljujem se pa tudi, da je med nami je odpravnica naše ambasade Črne Gore. Zahvaljujem se pa izjemnim krasnim direktoricam, to se pravi Jani Vapšek, s katero sva najprej imela razstavo, ampak pol se pa rodila ta ideja, to poletje črnogorske kulture, na katero sem osebno ponosen. Vas pa tako iz lepega spoštovanja, gospa, in da ste dobrodošli pri nas, dr. Natalija Čadževič, in vsi tisti, kateri ste prišli, posebej pa vidim veliko mojih prijateljev naših, ki so prišli iz Novega mesta in tako, in se vam zahvaljujem za ta vaš obisk na tako lepem dogodku. Hvala tudi vnaprej izjemni pianistki Simoni Džonlič in potem pa še naši vnukinji Lili Mili Petek. Hvala za vse in od srca. Ja, še enkrat najlepša hvala tako za čudovito predstavitev razstave strani kustosa Marija Berdiča Kodele, kot tudi za vse te čudovite besede in za takšno plemenito pobudo, da lahko govorimo o poletju črnogorske kulture v Kranju. Seveda hvala avtorju razstave, akademskemu slikarju Skenderju Bajroviću. Še en aplavz. Besede so nas za trenutek popeljale v svet poezije. Zdaj pa jim bo odgovorila glasba, in to brez razlage, brez prevoda, ampak z enako močjo. In sicer bomo prisluhnili pianistki, ki nam bo izvedla Chopinovo etido, ki pogosto rečejo oceanska. Namreč danes smo v znamenju vode. Lepo prosim za velik aplavz pianistki Simoni Džonlič.
Še enkrat najlepša hvala pianistki Simoni Džonlič. Umetnost pogosto presega čas in se prenaša iz roda v rod. Nocoj bomo temu priča tudi sami. Nekaj o tem smo že slišali prej v Skenderjevem nagovoru, ampak ob razstavi svojega dedka, umetnika Skenderja Bajrovića, je poseben nastop pripravila tudi njegova vnukinja Lila Petek. Prosim, da Lilo pozdravimo z velikim, velikim aplavzom. Bravo, Lila, bravo. Za tisti, ki ste že prepoznali, seveda veste, da je tudi Lila razmišljala o tematiki vode, zato nam je zaigrala pesmi Potoček in Dijanina fontana. Hvala Lili Petek za glasbeni nastop. Kakšni so vajeni vtisi z razstave? Z razstave? Ja. Ja, zelo barvita, čustvena, res voda povezuje življenje, tako da res lepo. No. Zdaj še doživljamo, sem komaj na sredi, ampak zdaj bom nadaljevala naprej. Tako da hvala. Ta voda, kako je znal predstaviti, kako teče, pa zanimivo mi je to, da je tople barve tudi uporabil. Predstavljamo si v glavnem vodo modro-zeleno, on je uporabil pa še te tople barve in zelo lepo, senečen.